Spoštovane sledilke, spoštovani sledilci kanala Greg Skort, lepo pozdravljeni znova v moji družbi. Evo, v slovenščini, da tako rečem, se nismo slišali oziroma družili že nekaj časa. Malo več sem pozornosti posvečal videom oziroma analizam, v katerem sem govoril v angleškem jeziku, ker sem ciljal malo bolj na ameriško publiko. Zakaj? Zato, ker so bile teme bolj navezane na to, na ameriške medije, na to, kako ameriški mediji tretirajo Luko Dallas kot takšnega, kot ekipo. Bile so neke zanimive zadeve, čemu seveda vemo vsi skupaj, da Dallas v tem trenutku igra fenomenalno. Za Dallasom so sama zmagoslavja in to nas lahko veseli. V glavnem iz tega naslova je bilo malo več v tujem jeziku, ampak čas je za prvotne sledilce, tistih, ki se jim najbolj zahvaljujem za pozornost, ki sem najbolj vesel, da me spremljajo. In ja, čas je za podcast v slovenščini. Hvala znova, da me spremljate. Če ste tukaj vnovič ali celo prvič, pa vas prav lepo povabim, da se naročite na moj kanal, podelite kakšen všeček in pa seveda pokomentirate spodaj v komentarju, o čem bomo danes govorili. Vmes, ko sem že naredil najavo, sem že posnel celoten podcast. Potem pa po prodaji kart pa sem začel malo spremljati komentarje, ki so vedno zanimivi. Govorimo o prodaji kart za poslovilno noč Zmaja, se pravi Gorana Dragića. Ljudje, kje smo mi zavili narobe? Dajte mi prosim to povedati, lahko v komentarjih spodaj, kje smo mi zavili narobe. Zdaj, če vi niste dobili kart, takoj teorije zarote. Prirejeno, samo elita je dobila karte, na teguni, fajn bo spremljati politike na tekmi, sigurno so šle karte že prej za ston. Pa kaj pišete, ljudje? Pišete brez vsakega dokaza, pišete kar ene bedarije, s ničemer ne morete podkrepiti. Če jaz poznam 70 ljudi, ki ni dobilo kart, pa 40 ljudi, ki jih je dobilo. Ne me zafrkavati, no. Kje smo mi zavili narobe, da takoj najdemo vse možne izgovore, ko nekaj ne gre v našo prid. Pa razočarali ste me, pismo, res. Evo, San Antonio Spursi so zadnji, ki so padli pod ekipo Dallasa. 6. zaporedna zmaga. Mislim, tole je zdaj le niz, ki mu ni para v Ligi NBA, če se ne motim. Tako da zdaj bi že bil čas za vse tiste, ki mogoče Dallasa ne spremljate tako pogosto, da si vendar le vzamete čas in pogledate kakšno srečanje. Roko na srce, zadnji dve tekmi proti Washingtonu in pa San Antoniju nista bile nek presežek. Če kaj lahko iz današnjega srečanja izvzamemo to, da sta Luka in Kyrie odlično sodelovala, da je imel Kyrie morda še celo nekoliko boljšo tekmo kot Luka, ampak tole zdaj res ni prvotnega pomena, kar je glavno, da se serija zmag nadaljuje in da se je Dallas nekoliko bliža tistim udeležencem po rednem delu v play-off, kar je seveda želja vseh vpletenih, ne? Trenutno je pa Dallas na 7. mestu, kar je tista prva opcija v play-inu. Ampak vemo, tole ni cilj Luke in kolegov. Po vrsti so padli Filadelfija, potem Netsi, Knicksi, Oklahoma, Washington in kot omenjeno San Antonio Spursi. Če še lahko za Filadelfijo štelemo med tiste tekme, ki ni bila na oko lepa in v kateri se je Kyrie vrnil, pa lahko za Netse, Knickse in pa Oklahomo trdimo, da ta ekipa vredna ogleda in vredna, da jo zdaj res tretiramo kot realne udeležence play-offa. Vemo, ekipa se je nekoliko tudi spremenila, poslovila sta se Grant Williams, Seth Curry, Holmes, prišla sta pa Gafford in pa PJ Washington. Kar vidim zdaj v tem trenutku, sem predvsem navdušen nad Gaffordom. Resnično sem navdušen, človek ima polno energije, človek skače, daje svoje v napadu, v obrambi podeli kakšno blokado 2,4, skokov ima ogromno, z Luko Dončićem fantastično se delujeta, predvsem kar se pick and rolla tiče. In mislim, da je v tem primeru Dallas veliko pridobil. Posebej, ko lahko ugotovimo, da smo se rešili Williamsa in pa Curryja, ki v tej sezoni nista prispevala nič.
omembe vrednega, za Granta celo z lahkoto trdimo, da je bilo razočaranje. Kar precej bolje zdaj igra v novi ekipi, ampak saj vemo, v ozadju so bila neka mnenja, da se ni nekako vklopil v ekipo in da je marsikoga tudi prevaral tako ali drugače, ne? Kako so se pač Američani izrazili. PJ Washington, drug novinec, kateremu še mogoče malo škripa v tem trenutku v napadu, ni se tako hitro vklopil v ta del, kot se je na drugi strani Gafford, ampak je zadovoljiv v obrambi, navadno vrši pritisk na najboljše igralce nasprotnega moštva. Zaenkrat solidno opravlja to nalogo, če še mu se odpre v napadu toliko bolje, ne? Tako da mislim, resnično sem zadovoljen iz tega vidika, nimam kaj reči. Seveda se na mojem kanalu moramo in se bomo ostavili pri Luki Dončiću, ki igra odlično, fantastično. A sem povedal kaj novega? Verjetno nisem. Zaslužil si je seveda tudi naziv igralca tedna na Zahodu. V prejšnjem tednu, po mojem mnenju, bi jih absolutno moral osvojiti še več. Ali ok, morda celo v takšnem nadaljevanju lahko pričakujemo naziv igralca meseca, ampak saj vemo, tole ni individualni šport. Luka mora predvsem graditi zmage in nadaljevati s podobnimi predstavami. S timom, z Dallasom. V tem trenutku, kot sem prej omenil, so 7. Sacramento, Phoenix so v tem obroču, ki so nam blizu, Lakersi od zadaj, potem še Golden State je že malo zaostaja, ampak praktično vsaka tekma je zdaj res pomembna. Vemo, da se košarka malo bolj začne igrati po All-Star odmoru, ko pride zdaj. Mogoče za Dallas celo ob najboljšem času, zato ker tale niz se zdaj nekoliko ohladi, en teden je do naslednje tekme, prihaja pa Phoenix. S Phoenixom vemo, da ima Dallas zgodovino, posebno v časa Luke Dončića, Bookerja in tako naprej. Neposredni konkurenti so za mesta v končnici, sploh ne vem, če sem jih prej omenil med temi moštvi, ampak ja, definitivno so tukaj. In tale zmaga bi bila še ena češnja na torti, kar bi pomenilo v bistvu 7. tekmo oziroma 7. zmago zapored, ne. Zdaj, kaj se je spremenilo, da Dallas nadaljuje zmagami? Ja, jaz sem prvo že v angleškim govorečem podcastu oziroma analizi omenil prihod Kyrieja Irvinga. Resnično, no, tisti, ki smo spremljali tekme, mislim, da lahko to potrdimo. Ne samo, da dosega veliko točk, tudi nekaj asistenc, ampak igra je nekoliko drugačna. Ful je razbremenil Luko. Luki je padlo povprečje točk nekoliko, vzdržuje isto količino skokov in pa asistenc. Malenko se je zmanjšala minutaža, ampak skupni imenovalec so zmage. In to je tisto, kar šteje. Tudi če Luka doseže kakšno točko manj, nič hudega. Lejte, razdelite si s Kyriejem, še kdo drugi svoje doda in to je to. Prej sem še pozabil omeniti, s takšnim Gaffordom bi znal tudi Lively še bolj napredovati, ker od tega Paula itak ne bo nič več. Tako da tudi to me veseli, ne. Ne vem, če veste, in Lively, in Dončić, in Kleber so imeli zlomljen nos. Ja, čisto vsi in so tudi v bistvu Luka sploh ni manjkal. Igral je prvih 5 minut ene četrtine z masko, poljo pa je dal dol. Zato ste verjetno opazili, tako je zanimivo, s čem se ukvarja Dallas v tem trenutku, no. Ampak v redu, no. To so težave, ki se pojavijo v tele bolnice od Dallasa, so zdaj na srečo že mimo in kader je širši, krepko širši. Na rezultatih se pa ni poznalo. Dallas in All-Star Weekend, ja, imamo 2 predstavnika, se pravi Lively gre tam z Ruki okoli malo igrati, Luka pa pač se bo šetal malo po igrišču na All-Staru, ker vemo, koliko Jokić pa Dončić data na to. Lahko pričakujemo od All-Star Weekenda kakšne najboljše videe iz ozadja. Evo, od tega se najbolj veselim. All-Star tekme praktično, v bistvu jo zelo nerad gledam, po pravici povedano, ker tole ni nič od tega, kaj je bilo nekoč na All-Star Weekendih. Tu mislim, da se vsi strinjamo. Vmesna, za Gorana Dragića karte so šle danes ven. Jaz upam, da ste dobitniki kart. Jaz, hvala Bogu, sem, lahko to rečem. Še daleč je do takrat, ampak fantastična imena in nasoljene cene, ne. Zdaj, če vam je kaj v uporo, večina zneska, kolikor vem, gre v dobrodelne namene, hvala Bogu, ampak takšnih zvezdnikov košarke nekdanjih in današnjih v Ljubljani ne vem, če še boste zdaj videli, to je skoraj garantirano, no.
Vse veste, Butler, Nash, Dončić, Dragić, O'Neal se omenja, Janis, Jokić, Hornacek, Barbosa, Skola, itak sem jih pozabil, ne vem koliko še jih ni razkriti, v glavnem to bo fantastično, pravi spektakel, no, v glavnem tega se že malo veselim, ena taka umestna, ker je ravno danes prišlo ven za karte, ne. Naslednja zadeva, ki se mi zdi pomembna v tem času, je, da se bliža reprezentančno okno, odigrali bomo proti Ukrajini in Izraelu, ne? Veliko polemika od zadaj zaradi teh vojn, s katerimi se te dve državi v tem trenutku spopadata, nažalost. Ampak športni del je tukaj drugačen. Slovenija, vemo v kakšni podstavi, koliko pač lahko imamo, brez Vladka, Eda, Luke in tako naprej. Marsikdo bo pogrešal Gregorja Glasa, marsikdo bo pogrešal Zorana Dragića, pa še koga bi se dalo omeniti, ampak lejte, za 13 fantov je selektor s strokovnim štabom odločil in s tem bo treba zdaj igrati. Prepelič je v fantastični formi, Žiga Samar ni igral zelo dolgo časa, bil je poškodovan za berlinsko Albo, ampak zdaj je upoklican. Nikolić ima solidno sezono v Franciji, Bineta Prepeliča smo lani izstrelili, tako da tudi od njega se marsikaj pričakuje in lejte, gremo, če se le da po 2 zmagi, doma se igra, tako da jaz se veselim teh tekem, kot se jih vedno slovenska reprezentanca, zato se trenira, to je čast, tako da ja, bomo videli. Dajte mi še vi malo povedati, dolgo se nismo slišali, kako vidite zadevo z Dallasom, z Luko, 6 zaporednih zmag, Luka MVP, All-Star, a se ga vi veselite, kako ga kaj spremljate, lahko malo pokomentiramo seveda tudi o zadnji temi, ki sem omenil, o repki, pa če želite tudi o Goranu Dragiću, njegovi poslovilni tekmi, pa seveda tudi prostor ostalja vaš za kakršnekoli druge teme seveda. Ja nič, Gregor sem bil z vami iz Gregs Corta kot vedno, hvala še enkrat, da me spremljate, vkolikor ste tukaj vnovič, prvič, povabim vas, da se naročite na moj kanal, podate kakšen komentar, všečkate zadevo in je to. Lepo se imejte lep dan, lepši dnevi se delajo zunaj, izkoriste jih, do naslednjič, lepo vas pozdravljam, hvala!